Draga moja družba, en lep dober dan vam želim. Tema današnjega videa bo o otrocih, o mladih, predvsem pa o tistih otrocih, na katere še lahko imate vpliv. Zakaj sedaj govorim o tem? Namreč odprla sem stran Afirmacije za otroke in to z namenom, da stari starši otroke že kaj hitro pričnete navajati na svet osebne rasti, jih popeljete in pokažete to pot. Namreč, kaj je pomembno pri otrocih? Da bodo uspešni, tako kot si vsi stari starši želimo. To pomembnejše od tega, da so uspešni, je vsekakor, da so srečni. Kajti šele, ko bodo srečni, bodo lahko uspešni. In kako bodo srečni, če pa jih tega v šoli ne učijo? Ni predmeta osebna sreča, tvoja sreča, bodi srečen. Ne, ni predmeta o duhovnosti, ni predmeta o osebni rasti. Zato so odrasli tisti, ki vplivajo na otroke, da jih popeljejo na pot osebne rasti, ki je mnogo bolj pomembna kot pa katerekoli druge poti. Kajti, ko je človek srečen, najstnik, otrok majhen, ki prične z enim določenim športom, bo tudi v njem zablestel zaradi tega, ker bo ga sreča vodila do uspeha. In tako je tudi na vseh ostalih področjih, življenja. Otroke je treba učiti sreče, kako biti srečen. Moja otroka sta seveda odrasla, na srečo se je vse dobro izcimilo, jaz sem že takrat delovala v smeri osebne rasti, vendar ne tako intenzivno seveda kot sedaj. Sedaj bi postopala drugače, sedaj bi postopala tako, da bi najprej pri njima gledala na to, da sta srečna, ne da nisem, seveda sem, ampak posebej dajala pozornost na to, da sta srečna in zadovoljna, ne na to, kako sta uspešna v šoli, kakšne ocene mi prinašata domov, ker tukaj sem bila en čas, zelo stroga. In to bi vsekakor sedaj spremenila. Zato, mladi starši, poslušajte me, bolj kot ocene, kot uspeh v šoli, je pomembna otrokova sreča. In ta sreča se prične z vzgajanjem tako, da ga jo podučite, kako pa se osebno raste. Ali je to izražanje hvaležnosti, da se otroka uči vsak dan, zakaj je tisti dan hvaležen, da se ga zvečer vpraša, zakaj si pa ti danes hvaležen, hvaležna, kaj je bil najlepši tvoj trenutek v današnjem dnevu, v čem si zablestel, kaj ti je uspelo, in potem tudi vprašate, v čem pa ne, v čem pa nisi zablestel, ter ga spomnite na to, da če občuti neuspeh, to je samo ena prelomnica dnevna v njegovem življenju, ki ga pripelje kasneje do uspeha. Kajti iz neuspeha se človek nauči, ne iz uspeha. Vsi verjetno poznate Steve Jobsa in on je dejal, ko je umiral, ni važno, jaz ne bom zdaj čisto popolnoma povzela njegovih besed, pač tu nekje, ni važno, ali je hiša vredna $1 milijon, ali je hiša vredna $50,000. Važno je, da si srečen. Ni važno, ali imaš uro za €100,000, bom zdaj govorila, ali pa za 15 €, ker obe kažeta čas. Ni važno, ali je tvoja denarnica ali pa torbica vredna €3,000 ali pa 15 €, važno je vsebina, ki je v njej. In ta vsebina, ki je v torbici, v denarnici, in ta ura, ki je lahko draga ali pa ugodna, ne bom rekla poceni, vam pove isto kot pa vse tisto drago. In važna je pa vsebina v teh torbicah. In ker sem povzela nekako njegove besede, s katerimi se močno strinjam, vam močno priporočam, da delate na vsebini majhnih otrok, ker pri majhnih se prične razvijati to, da bodo ko bodo odraščali, ko bodo postali najstniki in tako naprej, znali
priti do svojega zadovoljstva in do svoje sreče. In to lahko, tako kot sem prej že omenila, z izražanjem hvaležnosti, seveda jaz najbolj navijam za afirmacije, ampak ni to edina metoda, saj vsi vemo, veliko je različnih metod, izberite si tisto, ki so najprimernejše za vašo mladino, za vaše otroke, in te so zagotovo lahko afirmacije, ki niso tako drugačne od odraslih afirmacij. Malo je treba pogledati, jaz bom jih občasno plasirala na svojo stran afirmacije za otroke, tako da boste jih lahko pogledali, ampak vse v bistvu so zelo podobne afirmacijam za odrasle. Najbolj pomembno, na primer pri otrocih, je to, da se mu privzgoji samozavest, da ima svojo držo, da si upa, da je iskrena oseba, da je poštena oseba in to vse lahko počnemo s pozitivnimi trditvami in afirmacijami. Želim vam en prekrasen dan iz Maribora in se vidimo. Srečno!